Beletrina v živo. Lepo pozdravljeni in dobrodošli in dobrodošla Ana Svetelj. Hvala. Danes smo tukaj, da bi se pogovarjali o tvoji zbirki kratke proze Steklene stene, ki je pravkar izšla, v bistvu včeraj, in ki je v bistvu tvoja druga zbirka kratke proze po precej odmevni in dobro sprejeti dobri družbi, ki mislim, da je v vmesnem času kar postala že neka taka klasika slovenske kratke proze. So torej tukaj zdaj Steklene stene. In ena od stvari, ki sem jih jaz kot bralka najprej opazila, oziroma ena od tistih stvari, ki pač zgodbe nekako povezuje med sabo, je to, da se kar precej ukvarjaš v teh zgodbah z odnosom med spoloma. Predvsem mogoče tudi z neko žensko izkušnjo. In zanima me, če se kar potopiva direkt v bistvo, zakaj se ti je zdelo, da je v današnjem času mogoče ta tema še vedno pomembna? Zakaj je pomembno pisati o ženskah? Zakaj je ta tema tebe pritegnila? Hvala. Jaz mislim, da je sicer v današnjem času in v vseh časih pomembno pisati o vseh spolih, družbenih razredih, starostih in tako naprej. Vseeno pa je izkušnja spola, družbenega spola, nekaj, kar mislim, da zelo globoko strukturira našo izkušnjo. Če se tega zavedamo ali ne. Torej način, na katerega vidimo sebe, vidimo druge, družbena pričakovanja, kulturni vzorci. Vse to je seveda povezano ne z nekim naravno danim spolom, ampak vsemu temu, kar se družbeno nalepi na to, kar si predstavljamo kot spol. Moje protagonistke so res z večinoma ženske, deloma opredeljene s svojim spolom, vseeno pa upam, da nekatera ostala tematska osišča, ki mislim, da so prav tako prisotna v tej knjigi, vendarle dvigujejo to izkušnjo mojih protagonistk, vsaj v nekaterih ozirih, na nekaj, kar je mogoče bolj univerzalno, ali pa s čimer se lahko poistoveti bralec ne glede na spol ali pa kakšne druge osebne okoliščine. Tako da se nekako igram s tem vprašanjem med partikularnim in univerzalnim, tudi skozi vprašanje spola. Ja, mislim, da je vsekakor ena od odlik zbirke ta neka kompleksna obdelava karakterjev, to niansiranje in da zaideš seveda tudi v razne identitete, jih obravnavaš nekako celostno in tudi te ženske protagonistke se mi zdi, da niso obravnavane mogoče nekako na prvo žogo ali pa tako, kot bi pričakovali, ampak jim daješ ti priložnost, da so v bistvu tudi mogoče negativne, da imajo to avtonomijo, da bodisi same sebe sprejemajo kot negativne ali pa da enostavno si dovolijo biti nekako kompleksni karakteri. Tako da me zanima, kako si obdelovala to, oziroma kako si se pri pisanju ti izognila tej vnaprej določeni percepciji spola. Meni se zdi, da v družbi seveda je ta družbeni spol razumljen na dostikrat v nekih binarizmih, v nekih nasprotjih. Po eni strani ženske žrtve, moški storilci, ženske šibke, moški močni, ženske intuitivne, moški racionalni in tako naprej. In potem imamo recimo konzervativnejši del družbe, ki te razlike skuša upravičevati ali pa jih razumeti v nekih skozi biologijo, skozi nekaj naravnega, in potem recimo nek liberalnejši del družbe, ki skuša torej to prevpraševati, to problematizirati, ampak se tudi ta recimo liberalnejši pol pogosto zapleta v nek paradoks pripisovanja nekih črno-belih vlog ali pa demoniziranja moških, viktimiziranja žensk. Mene so v teh zgodbah zanimale te sivine, ki so vmes. In zato mislim, da ni prav nobena izmed mojih protagonistk in tudi nobeden izmed mojih protagonistov niti izrazito negativen, niti izrazito pozitiven lik. Vsi plujejo nekje med tema dvema ekstremoma. Mogoče je to najbolj vidno v zgodbi Alzacija,
kjer torej imamo univerzitetnega profesorja in študentko, kjer se nam zdijo te vloge na prvi pogled jasno določene, kdo bo tukaj kje, ne, na neki vrednostni lestvici. Ampak jaz bi rekla, da sta ona dva oba izrazito notranje, paradoksalna in ambivalentna človeka. In zdi se mi, da pri teh sivinah, ne, naših psiholoških ustrojev, tudi seveda njunih, sem v bistvu pozoren bralec bo opazil, da ko se zgodba nekako izteče v te sklepne prizore, izrazito sneži in ko pač sneg pobeli pokrajino, se te sivine včasih zdijo temnejše. Ampak to je samo videz. Super. Mogoče se za moment ostava še pri naslovu. Jaz moram priznati, da sem prej poznala izraz stekleni strop, ne pa tudi steklene stene. A lahko pojasniš, zakaj je ta naslov? Ja, morda najprej bi opozorila, da so naslovi teh 5 zgodb, ki so v tej knjigi, vsi nekako predmetni oziroma ali ponazarjajo neke predmete, geografske lokacije in tako naprej, ne? Že omenjena Alzacija, potem Ključi, Hobotnica, Elza. Tako da je neka uniformnost v načinu torej naslavljanja posameznih zgodb. Potem sem pa ves čas med pisanjem imela občutek, da je nekaj intenzivnega, kar te zgodbe druži in jih povezuje, ampak temu dolgo časa nisem prav zares znala nadeti nekega imena. Vedela pa sem, da je to ime, ki mora biti naslov te knjige. In potem se mi je zazdelo, da je to, kar jaz vidim kot neko skupno podstat teh zgodb, način, na katerega jaz vidim junake, način, na katerega oni vidijo drug drugega in način, na katerega vidijo sebe. Torej to množstvo načinov ali pa možnosti gledanja, uzrtja. In da so ti načini v vseh zgodbah opredeljeni z nečim, česar na prvi pogled sploh ne opazimo. Ali pa česar ne opazimo, dokler ne pridemo dovolj blizu. Ne? In to so ravno steklene stene. Po mojem mnenju lahko funkcionira kot neka metafora za nekaj, kar je hkrati lahko lepo, estetsko. Ne? Steklena stena je nekaj, kar nas asociira na neke lepe, elegantne prostore, po drugi strani pa absolutno omejuje. Sicer je stena, je pregrada. In ta vidik te dvojnosti obenem omogoča videnje, ne omogoča pa prehajanja. In vprašanje, kaj znotraj, kaj zunaj, kdo je na kateri strani teh steklenih sten, je, mislim, da vprašanje, ki preveva celotno knjigo. Ja. Jaz bi celo rekla, da je v bistvu ta naslov neke vrste ključ do razumevanja oziroma do enega načina branja celotne zgodbe, ki res takrat, ko pa razumeš, tako nekako lepo zaškrta v ključavnici. Ne moram mimo dejstva, da si poleg pisateljice, pesnice tudi etnologinja, kulturna antropologinja, zaposlena na Filozofski fakulteti v Ljubljani. In da v bistvu tudi v vsaj eni zgodbi oziroma v večjih tematiziraš tudi to akademsko sfero. Pa bi te tukaj vprašala, koliko teh izkušenj mogoče je pobranih iz dejanskega sveta, koliko je tukaj resničnega oziroma kako nasplošno ocenjuješ recimo stanje v akademskem svetu? Mogoče najprej eno pojasnilo za vse bralce. Torej vse te zgodbe so izmišljene, to je fikcija. Vseeno pa sem pri nekaterih več, pri drugih manj jemala iz nekega horizonta, ki je meni znan, in okolje, ki mi je mogoče najbolj znano, je recimo visokošolsko oziroma akademsko, zato je v 2 zgodbah nekako so koordinate nek raziskovalni oziroma visokošolski svet. Zdaj, jaz lahko rečem, če izhajam iz svoje izkušnje, da sem na svoji matični instituciji, na svojem matičnem oddelku, kjer sem zaposlena, spoznala in delam z vrsto krasnih ljudi, ki so radovedni, razmišljajoči, odprte glave, blagi. Vseeno pa obstaja tudi nek
nek protipol temu, kar sem zdaj rekla, ki ni toliko usmerjen v posameznike, ampak bolj v moje opažanje, da ta sistem reproducira neke odnose, neke hierarhije, neke neenakosti, neke prekarnosti, ki jih ni sposoben zares dokončno reflektirati. In da zaradi tega, ker skozi to izhajajo absolutno neke toksičnosti, škodujejo vsem vpletenim. Sej verjetno bi isto rekel vsak za neko okolje, v katerem dela, ne. Tukaj si pač ne delam utvar, da je akademski prostor specifičen, ampak specifičen način, na katerega lahko spreminja ljudi, ki v njem nastopajo, pa ne zmeraj na optimalne načine. To pa mislim, da tematiziram v teh dveh zgodbah. Mogoče te zdaj prosim, da prebereš en kratek odlomek iz ene izmed zgodb. Ja, prebrala bom odlomek iz zgodbe Hobotnica, o kateri bova morda povedali še kaj. Mesečev zaliv se ji je zdel utesnjujoč. Ostri rjavi kamni, redko, kilavo rastje in nad njimi drobeči klifi. Pomislila je na Zlarin, zgrabilo jo je domotožje. Najraje bi odplavala domov, smer je poznala. Nekaj časa je slišala, da ji Cohen sledi, zaplavala je hitreje. Ko se je obrnila, je videla, da se vrača proti obali. Odrivala je vodo, se potapljala v nedoločno modrino, mislila na bako Ivano. Bako Ivano, ki gre v morje le 2-krat na leto, na začetku in na koncu poletja. Počasi kot kit. Jelena gleda njene staromodne kopalke, baka leze v morje, lebdi, zaplava. Potem se nenavadno okretno potopi. Jelena, prinesi mi masko, kliče in deklica ji nosi masko. In potem jo gleda, bako, kako plava in kako leze iz morja. Iz neder vleče hobotnice, sluzaste, migotajoče. Jeleni se gnusijo, a hkrati ne more odmakniti pogleda. Vidi, kako baka vzame velik kamen in jim zdrobi glavice, da se v nekaj dolgih trenutkih nehajo zvirati po mokrih, vročih kamenčkih. Za večerjo imajo solato od hobotnice. Ti je dobra? Sprašuje baka in Jelena ne ve, ali v okusu uživa, ali jo straši, ali se ji gnusi, ali se ji smili, ne ve. Hvala lepa. Zdaj je še ena od stvari, ki družijo te zgodbe, oziroma ki družijo mogoče protagoniste zgodb, je tudi en tak generalen starostni okvir. V tej zgodbi Hobotnica imamo opravka z srečanjem ene skupine mladih odraslih, ki po desetletju se srečajo spet v Ljubljani, kjer so nekoč preživljali skupaj Erasmus izmenjavo. In v bistvu se izkaže, da je pri tem prehodu iz 20 v 30 se marsikaj spremenilo, da je mogoče tukaj kar precej grenkobe, nekih neizpolnjenih pričakovanj. In zanima me, kako se ti zdi, da na splošno tvoji protagonisti sprejemajo, ali pa protagonisti prav te zgodbe sprejemajo ta prehod v odraslost, in a je to nekaj generacijskega, kar je mogoče značilno prav za našo generacijo? Ja, mogoče konkretno ta zgodba Hobotnica, jaz sem si zgodbo s takšnim okvirjem že dolgo časa želela napisati, ne. Torej, kaj se zgodi, ko si neka skupina mladih iz vseh vetrov, iz različnih držav, deli neko to intenzivno, močno, skupno izkušnjo zgodnjih 20 let, ki je po mojem mnenju neka zelo specifična izkušnja tega obdobja, ko ima posameznik občutek, da se mu ves svet odpira, da je vse pred njim, da ga življenje samo čaka, da vstopi van. Ta občutek nekega brezmejnega optimizma, vznemirjenosti, ki se mi zdi, da se lahko zelo lepo kristalizira recimo v izkušnji neke študijske izmenjave. In ljudje, s katerimi si delimo recimo to obdobje, vsaj po mojem mnenju se nekako globoko usidrajo nekam v naše srce, vsaj moje so se. Ampak kaj se zgodi, ko pa od tega mine 10 let in se ti ljudje
spet srečajo in se ob tem srečanju znajdejo v nekem limbu, v neki umestnosti, neke nostalgije, spominjanja, hkrati zelo ostrega zavedanja neke nepreklicne minulosti tega, močnega zavedanja ali pa vsaj, morda niti ne močnega, ampak implicitnega zavedanja tega, kaj so postali, ko so odrasli, ko so recimo v nekje zgodnjih ali pa srednjih 30 letih. In na to v to zgodbo pripnem še nek podton vprašanja, kaj pa, če so vsi ti njihovi prelepi spomini samo privid in nekaj, kar so z leti začeli idealizirati. A je to, česar se spominjajo, res kadarkoli zares obstajalo? Ta zgodba se mi zdi krasna tudi zaradi omejenega dogajalnega prostora, v bistvu še potencira se mi zdi ta občutek utesnjenosti in mogoče neke anksioznosti, krivde. Krivda je tudi v bistvu ena tema, ki jo skozi par zgodb tematiziraš, pa mogoče rečeva še kakšno besedo o tem. Ja, mislim, da se krivda vleče skozi praktično vse zgodbe, tako ali drugače, nikjer pa ne stopi popolnoma v prvi plan. Jaz imam bolj občutek, da je nekje v ozadju neka nit ali pa struna, ki niti ni čisto napeta, in tudi zaradi tega, ker ni popolnoma napeta, se ne more pretrgati ali pa doživeti neke razrešitve v zaključku. In ta recimo krivda konkretno v tej zgodbi vidimo, ali pa bralec lahko zazna, da se z različnimi oblikami krivde, ki se počasi skozi zgodbo nam razkriva, zakaj gre, da jo občutijo na zelo različne načine, ampak da vse od njih nekako žre ali pa jih je preoblikovala. No? Hkrati pa so se absolutno nezmožni o tem pogovarjati drug z drugim. In to kljub temu, da je pač obilica besed izrečena med njimi do tistega jedra srži, kar bi morali odpreti, o čemer bi morali zares govoriti, do tega ne pridejo, in v tej nezmožnosti ubesedovanja, občutkov krivde, v teh tonih se tudi zgodba izteče, torej brez nekega moralnega nauka, razrešitve, česarkoli takšnega. Ne? In mislim, da je ta, kako bi rekla, vrednostna ali pa vrednotna odprtost koncev nekaj, kar je neposredno povezano s tem, na kakšen način sem skušala o krivdi razmišljati v vseh zgodbah, ali pa skoraj vseh. No. Zdaj, ker vem, da si tudi glasbenica, se mi zdi, kot da si ta koncept mogoče pobrala iz klasične glasbe, to neko nerazvezanost, nerazrešenost. Da ni nobenega durovega akorda na koncu. Ja. Mogoče te za zadnje vprašanje vprašam še to, kaj bi ti želela, da bi te ljudje vprašali o tej knjigi? Jaz v resnici, ko sem razmišljala o točno tem, kar sem zdaj vprašala, si v bistvu niti ne želim nekih specifičnih vprašanj. Kar pa si želim, je to, da bi knjigo brali tudi ljudje, ki imajo zelo drugačne življenjske izkušnje, kot jih imam sama. Torej, da bi mogoče knjiga dosegla tudi bralce, ki ne sodijo v nekem širšem smislu v moj nek družbeni mehurček. Ker se mi zdi, da je branje recimo nežanrskega slovenskega leposlovja včasih rezervirano za en krog prijateljev, večinoma pišočih ali pa ljudi, ki se z kulturo ali pa umetnostjo ukvarjajo. In meni se zdi to, ta ujetost v tovrstne steklene stene skrajno žalostna pri recepciji literature, zato si želim, da bi ta knjiga dosegla ne samo recimo ženske v zgodnjih 30-ih ali pa v 30-ih, kot je recimo tipična protagonistka, ampak tudi naprimer, ne vem, 70-letnega moškega, ki živi na podeželju in ne mara Ljubljane, naprimer, ne? Torej, da seže onkraj nekih identitetnih mehurčkov. To bi bila moja želja, ne vprašanja. Mislim, da imajo tvoje knjige sposobnost, da najdejo nekako pot do bralcev, vsaj do zdaj se je izkazalo, da so priljubljene, brane, da hitro romajo s polic in v roke. Tako da hvala, Ana, za
tvojo novo knjigo in hvala za ta pogovor. Hvala. Beletrina. Uživo.